Lepo pozdravljeni. Jutri je nov dan, dan zmage nad fašizmom in nacizmom. Vse vojne, vse bitke, vse fronte, porojene iz pohlepa po ozemlju, po moči, po slavi, nadvladi in denarju, so nesmiselne in obsojene na poraz. Le upor za pravo stvar, za svobodo, za dostojanstvo, za pravico je lahko zmagovit. In to nas uči zgodovina. In to nas uči jutrišnji dan. Smrt vsem fašizmom, svoboda vsem narodom. Naše današnje druženje je drugačno, kot smo si ga zamišljali. Da se bomo morda zbrali na Kongresnem trgu, na trgu slovenske zgodovine. To smo imeli v mislih. Pa nas je razglašena epidemija in skrb za lastno zdravje ter skrb za sočloveka, vrednota, ki je ponovno na preizkušnji kot med vojno, zadržala doma, pred televizijskimi in računalniškimi ekrani. V imenu Zveze združenj borcev za vrednote NOB nas bo nagovoril predsednik tovariš Marjan Križman. Vrhovni plenum Osvobodilne fronte je 1. novembra 1941 na svojem 4. zasedanju predstavil in sprejel 7 temeljnih točk Osvobodilne fronte. Prvi 2 sta bili: proti okupatorju je treba vršiti neizprosno oboroženo akcijo. Ta akcija predstavlja izhodišče za osvoboditev in združitev vseh Slovencev. Slovensko ozemlje so okupirale 4 države: Nemčija, Kraljevina Italija, Kraljevina Madžarska in v majhni meri neodvisna država Hrvatska. Primorci so bili okupirani veliko prej, saj Pariška mirovna konferenca ni rešila njihovega obmejnega vprašanja. S podpisom Rapalske pogodbe leta 1920 pa so Goriška brda, Gorica, Vipavska in Soška dolina, velik del Notranjske, Kras in Istra pripadli Italiji. Začel se je neizprosen boj za obstoj slovenskega naroda, ki so mu napovedali izginotje. Nacistično-fašistična okupacija spomladi leta 1941 je bila za slovenski narod največja nesreča v njegovi zgodovini. Glavne značilnosti nacistične in fašistične okupacije Slovenije so bile raznadorovanje in kruto nasilje, ki je bilo posledica samega akta okupacije in izvajanja okupacijske potujčevalne politike ter odpora proti okupatorjem in njihovim domačim sodelavcem. Najizrazitejši izraz nasilja je bilo zapiranje narodno zavednih protifašistov in protinacistično usmerjenih ljudi, političnih emigrantov z Primorskega, politično in rasno pregledovanje ter ocenjevanje ljudi, množično izganjanje prebivalstva, delitev ljudi v različne državljanske skupine, uničevanje vsega in še bi lahko našteval. Ker številni radi zamenjujejo vzroke in posledice, je treba jasno poudariti, da so okupatorji te oblike nasilja uvedli takoj po okupaciji in ne šele po ustaji slovenskega naroda. Slovenski odpor je celo preprečil oziroma zavrnil izvedbo nekaterih že predvidenih ukrepov. Nasilje je bilo uspešnejše tam, kjer prebivalstvo ni množično podpiralo odpora. Največji obseg je okupatorjevo nasilje doseglo poleti in jeseni leta 1942, vendar prebivalstva ni moglo za dalj časa odvrniti od sodelovanja v boju za narodno osvoboditev. Konec januarja leta 1942 je eden izmed ukrepov italijanskega okupatorja, izvedla sta jih visoki komisar za ljubljansko pokrajino Emilio Grazioli in poveljnik 11. armadnega korpusa Mario Roboti, predvidel z žico obdano Ljubljano. Namen je bil preprečiti stik med mestom in primestnim okoljem. 41 km dolg obroč okoli Ljubljane, obdan s kar 70 bunkerji, je mestu dajal videz taborišča. Ljubljana je tako edino glavno mesto v Evropi, ki je bilo med drugo svetovno vojno popolnoma obdano žico, in sicer od 2. februarja 1942 do 9. maja 1945. V priznanje Ljubljančanov za preživetje v okupiranem mestu je bilo celotno mesto kot prvo v socialistični federativni republiki Jugoslaviji leta 1970 odlikovano z redom narodnega heroja. Po dolgoletni kalvariji slovenskega naroda in narodno-osvobodilnem boju so se začeli sklepni boji za osvoboditev Slovenije. Osvobajanje Trsta, ki je potekalo med 28. aprilom in 2. majem 1945, je bilo ena zadnjih vojaških operacij v drugi svetovni vojni na ozemlju Slovenije in Istre.
Za Slovence in Hrvate je bil narodno-osvobodilni boj ključnega pomena, saj je prinesel osvoboditev predelov, ki so bili leta 1920 z Rapalsko pogodbo priključeni Italiji in nato pod fašizmom podvrženi raznarodovanju. Pomemben mejnik ljudske oblasti na Slovenskem je bila ustanovitev prve slovenske vlade 5. maja 1945 v Ajdovščini, kar razkriva, da je bila Slovenija takoj po končanju vojaških spopadov pripravljena in politično organizirala za obnovo porušene domovine. Zadnje tedne pred koncem vojne je Ljubljana preživela v pripravah na prihod osvoboditeljev, ki so 7. maja naleteli na hud odpor na vsej obrambni črti. Najmočnejša je bila sovražnikova obramba na Orlah, ki jo je 15. partizanska brigada strla šele 9. maja ob 3. zjutraj, čeprav je brezpogojna kapitulacija vseh nemških oboroženih sil začela uradno veljati že 8. maja ob 23. uri. Prihod partizanov v osvobojeno Ljubljano je pomenil konec druge svetovne vojne. Po Sloveniji in Evropi so že 9. maja slavili zmago nad nacifašizmom in fašizmom. Poveljnik nemške armadne skupine E, general podpolkovnik Alexander Lohr, pa je kapitulacijo nemških sil za jugovzhodno Evropo v štabu 4. operativne cone po celodnevnih pogajanjih 9. maja podpisal v Topolšici. Topolšica bo zavedno zapisana v zgodovino kot kraj miru in zmage, kraj pravične prevlade partizanskega, svobodoljubnega in demokratičnega gibanja nad zločinskim zavojevanjem sveta. Navkljub temu dejstvu pa so na Poljani pri Prevaljah na Koroškem do 15. maja 1945 še potekali zadnji boji v drugi svetovni vojni na evropskih tleh. Prek Slovenije so se valile oborožene kolone razpuščenih band, sodelavcev okupatorjevih vojska. Slovenski narod je v drugi svetovni vojni plačal ogromen davek, vendar ni bil zaman. Osvobodilna fronta je slovenski narod preobrazila iz naroda hlapcev v narod junakov. Sledila je prva faza gospodarskega razvoja v Sloveniji, ki je sicer začela že med vojno na osvobojenem ozemlju. Začeli so obnavljati prometne poti in večje industrijske objekte, saj sta bili sprostitev prometa čez slovensko ozemlje in oživitev industrijske proizvodnje pomembni za vso državo. Hkrati so gradili nove industrijske, prometne in energetske objekte, ki naj bi postali temelj prihodnje industrializacije. Začetni zanos je prevladoval tudi v letih po obnovi. To je bil čas povečanja starih in graditev novih tovarn. Tako se je Slovenija iz zaostale kmetijske spreminjala v industrijsko razvito deželo. Hvala povojnim generacijam, ki so Slovenijo zgradile in razvile, da še danes temelji na teh dosežkih. Žal so se po osamosvojitvi Slovenije zgodile nerazumne stvari. Delo prejšnjih generacij se je na vsak način poskušalo razvrednotiti. Zato sta divje lastninjenje in hlepenje po kapitalu poslovnežev dvomljivega slovesa uničila dobro delujoče sisteme, delavca pa pognala na cesto. Vse, kar je dišalo po socializmu, je bilo treba uničiti in razvrednotiti, novih projektov gospodarstva pa od nikoder. Denacionalizacija in vračanje tudi že vrnjenega premoženja pa sta v resnici pokazala, koliko je bilo takrat nekaterim do države in njene blaginje, ustvarjene v povojnem času. Člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije smo zaskrbljeni nad početjem vladajočih, saj se ukvarjajo sami seboj in aferaštvom, ki mu ni videti konca. Podpiramo ukrepe za zajezitev pandemije koronavirusa, vendar opozarjamo in zahtevamo, prenehajte se ukvarjati sami seboj in začnite se obnašati državotvorno. Sramota brez primere je tudi razveljavitev obsodbe zoper domobranskega generala Leona Rupnika. Vrhovno sodišče je zahtevo za varstvo zakonitosti obravnavalo na pobudo Rupnikovih potomcev. Na Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije smo vložili ustavno pritožbo. Pričakujemo odziv Ustavnega sodišča Slovenije. 1945. leta je bilo v Nürnbergu na zatožno klop postavljenih 24 nacističnih voditeljev. Sodišče je izreklo 12 smrtnih kazni. Razveljavitev obsodbe bi bila možna pri nas,
ne pa tudi v državah zmagovalkah druge svetovne vojne, ki dajo kaj nase in ne poskušajo spreminjati zgodovine zaradi dnevne politike desničarskih strank. Izdajalci in ovaduhi so sramota vsakega naroda. Člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in vsi, ki negujemo vrednote in izročilo narodno-osvobodilnega boja, smo na našo polpreteklo zgodovino ponosni tudi zato, ker sta partizanski boj in osvoboditev podstat osamosvojitve slovenske države. Iskrene čestitke ob dnevu zmage. Smrt fašizmu. V nadaljevanju se vračamo v leto 2014, ko je bila delegacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB pod vodstvom takratnega predsednika Tita Turnška in častnega predsednika Janeza Stanovnika povabljena na spominsko slovesnost ob 70. obletnici enega prelomnih trenutkov druge svetovne vojne. Izkrcanja zaveznikov na obalah Normandije 6. junija 1944. Kot simbola začetka konca druge svetovne vojne, simbola enotnosti v boju proti nacizmu in fašizmu, predvsem pa kot simbola reševanja civilizacije, ki je dala Evropi današnji značaj. Spremljali bomo življenjsko pot in delo 5 članov delegacije, prvenstveno v obdobju od 6. junija 1944, ko so bili na različne načine vpeti v narodno-osvobodilni boj, do 6. junija 2014, ko so bili člani omenjene delegacije na slovesnosti, ki ima glede na dogodke, ki so sledili, ponovno simbolne pomene. Slovesnosti v Franciji se je namreč udeležilo 19 predsednikov držav in vlad, med njimi ameriški in ruski predsednik, britanska kraljica in nemška kanclerka. Gre za podobo, ki se kasneje ni več ponovila. Dr. Anton Vratuša Vran, dr. Marko Vrhunec, Franc Severfranta, dr. Ljubo Bovcon in Sonja Vrščaj. To je 5 članov delegacije. Gre za 5 leta 1941 rosno mladih ljudi v množici tistih, ki so ne glede na ideološke ali politične opredelitve obsodili fašizem in nacizem in pri tem vztrajali, ker so poleg razuma poslušali tudi srce. Že pred dobrimi 175 leti je France Prešeren napisal hvalnico deželi svobode, bratstva in enakosti, pa so cenzorje zmotili stihi edinost, sreča, sprava. Leta 1941 pa še ni bil čas, da Zdravljica postane slovenska himna. To je bil čas, da se udejanji prva himna Slovencev in še danes aktualna himna Slovenske vojske. Z orožjem in desnico nesimo vragu grom, zapisat v kri pravico, ki terjajo naš dom. Naprej zastava slave, na tvoj junaška kri, za blagorod četnjave naj puška govori. Partizani so ta dan, ko se bo odprla druga fronta, težko pričakovali. Ampak jaz sem bil toliko zavzet z lokalno problematiko, to se pravi z italijansko rezistenco in s pogovori z njimi, kako naj čim učinkoviteje skupaj se borimo proti nacizmu in italijanskemu fašizmu, da sem nekako, kako bi rekel, doživel to, kot tam daleč se nekaj velikega godi. Anton Vratuša se je rodil leta 1915 v Dolnji Slaveči v slovenski krajini na Ogrskem, danes Prekmurje na Goričkem, eni najrevnejših in obenem po kulturi in značaju ljudi, eni najbolj bogatih pokrajin. Ljubezen do materinega jezika in jezikov nasploh, do literature, potreba po pisni in govorni ustvarjalnosti ga je po končani gimnaziji vodila še na študij slavistike na Filozofski fakulteti. Da gre v šole, kjer se človek jezika nauči, je sklenil že bosonog, ko je krave pasal. Doma niso imeli penes, pa jim je obljubil. Nika vas nemo košto in tega sem se držal. Preživljal se je z inštrukcijami. Da je bil na tekočem z dogajanjem, je vsako jutro prebral Jutro in Slovenca. Bila sta nalepljena na zidu pri Uršulinski cerkvi v Ljubljani. V prvih tednih okupacije je skoraj sočasno z diplomo tudi doktoriral na temo Levec in ljubljanski zvon. Političnim strankam se je izogibal, tudi Sokolom. Imel pa je svojo generacijo slavistov, somišljenikov, tudi Jože Udovič pa France Ballantič sta bila med njimi. Že 2 tedna pred ustanovitvijo OF so okupatorju napovedali. Ne dajmo jim miru,
dokler jim ne vidimo peta. Slovenci, poslušajte Slovenci, govori Osvobodilna fronta. Z nekaj malega vojaškega znanja je somišljenike učil rokovanja z orožjem v kletnih prostorih, kjer je danes znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Vratuša je bil kasneje član te ustanove več kot pol stoletja. Eno je bila mobilizacija, ko je bila domovina napadena, to je dolžnost, da braniš meje svoje domovine, ampak ko je pa sovražnik v tvojih deželi, je pa pravzaprav tvoja dolžnost, da storiš vse, da se ga čim prej rešiš. Anton Vratuša, sedaj že s partizanskim imenom Vran, je bil na dan D v Milanu kot odposlanec slovenskih partizanov pri italijanskih partizanih. Pripravljal sem se na razgovore z predsedstvom italijanske rezistence. To je bila njihova fronta za nacionalno osvoboditev, bila koalicija 5 strank, komunistična, socialistična, liberalna, demokristjana in pa Partito Nazione. Torej, pripravljal sem se za ta sestanek z njimi. Imeli smo ga 8. in 9. junija. 10. junija so oni izdali manifest Italijanom v Julijski krajini, kjer so jih povabili, naj se vključijo v Titove brigade. Anton Vratuša se je italijansko naučil tudi v italijanskih taboriščih. Že februarja 1942 so ga Italijani aretirali in ga poslali v taborišče Gonars, kjer si je zaslužil prvo kazen. Za takle kol sem bil vezan 3. dan, ker nisem hotel pozdraviti z rimskim pozdravom. Sledilo je taborišče v Trevizu, nato v Padovi in na Rabu. Jaz vam ljudem poslal ta cvet, vsakomur ti na križ pripet, trpil pomladi tvoj in Na Rabu je bilo življenje grozno trpljenje. Mraz, lakota, žeja. Italijani v taborišču smrti niso imeli plinskih celic, imeli pa so lakoto, žejo, uši, močvirje, blato, bolezni. Kot da so sklenili, da se nihče ne vrne domov. Velik prostor so namenili za pokopališče, večji kot je bil za taborišče. Vratuša je tudi tu našel somišljenike. Ko je Italija kapitulirala, so člani taboriščne osvobodilne fronte od zloglasnega komandanta Vicenza Cujulija zahtevali polovico orožja. On pa nič. Čez 2 dni so zahtevo ponovili. Spet nič. 4. dan pa so sklenili. Če ne dajo zlej pa polovice, vzamemo vse. Ampak brez žrtev in uspelo nam je. 11. septembra 1943 je množica preživelih taboriščnikov pod okriljem taboriščne osvobodilne fronte razorožila več kot 2000 glavo italijansko posadko na otoku brez prelite kaplje krvi. Zbrali so se na trgu lakote in prepevali pesmi upora. Prepevali so v slovenščini, hrvaščini in tudi v italijanščini. 2 dni kasneje so bivši interniranci iz obstoječega udarnega bataljona ustanovili rabsko brigado s 5 bataljoni, tudi židovskim, kar je bilo nekaj edinstvenega v zgodovini 2. svetovne vojne. Vratuša je bil pomočnik komandanta. Šli so na Mašun in brigada, v kateri je bilo veliko žensk in otrok, je prešla pod okrilje slovenske vojske in komando Franca Rozmana Staneta. Ko so objavili, da je vodilni kader brigade sprejet v komunistično partijo, si je Vratuša rekel: prav, pa naj bo. Sledila je odločitev glavnega štaba OF. Ti, Vratuša, ti znaš italijansko. Pojdi in preveri, kdo in kaj so italijanski partizani. Njegove razgovore z italijansko osvobodilno fronto je otežila odločitev zbora od poslancev slovenskega naroda, medvojnega parlamenta,
o priključitvi slovenske Istre in Primorske k Sloveniji. To pa Italijanom ni šlo. 14 mesecev je bil Vran pri njih in njih je zanimalo le, kje bo meja. Vztrajali so pri Rapalski meji. Na to je odgovoril Tito s svojim znanim rekom v Splitu: svojega ne damo, tujega nočemo. Bratuša je svoje delo v Italiji končal decembra 1944 leta, ko je dokončno spoznal, da zahodna meja ni bila več vprašanje Italije in Jugoslavije, ampak zgolj zaveznikov. Anton Vratuša je dan zmage pričakal v porušenem Beogradu, kamor je prispel 4. marca 1945 s sovjetskim letalom iz Barja. Leto kasneje je bil tudi na pariški mirovni konferenci. Ko so izvedenci 4 velikih sil obiskali prostor med Istro in Beneško Slovenijo, da ugotovijo, kdo živi tu, mu je nek ameriški major v šali dejal: "Tu ni ne Italijanov in ne Jugoslovanov, so samo hočemo." Večina prebivalstva je bila slovenske ali hrvaške narodnosti. Po osvoboditvi Jugoslavije, kljub želji, da se vrne v Ljubljano in nadaljuje znanstveno delo slavista, moral ostati v Beogradu. Moj predpostavljeni, en črnogorski general, mi je rekel: "Taj tvoj univerzitet v Ljubljani je lijepa stvar, ali znaj, front je ovdje." Bratuša je ob delu vpisal še podiplomski študij iz politologije in bil 13 let šef Kardeljevega kabineta. In presenetljivo, prav to obdobje je vedno opisal kot obdobje največje svobode, ko je lahko združeval oboje: družbeno, politično in znanstveno delo. Moram reči, da je bil to čas moje največje svobode. Po osvoboditvi, ko to komu povedujem, se začude, kako to po tistih časih. Ja, največje svobode. Ta čas je Vratuša primerjal samo še z 2 letoma službovanja kot stalni predstavnik Jugoslavije pri Organizaciji Združenih narodov v New Yorku, kjer je največ pozornosti namenil lokalni samoupravi, samoupravljanju in gibanju neuvrščenih. To je bilo obdobje, ko je sovjetski premijer Hruščov menda začudeno dejal: Ja, razumem, odlično je, da je Indija neuvrščena država. Ampak nikakor ne morem razumeti, kako lahko Jugoslavija, socialistična država, kako je ona lahko neuvrščena država. Znanje tujih jezikov, delovna vnema, pridnost in natančnost so vrline, ki so ga usposobile za delo tako v zunanji politiki kot na odgovornih mestih na republiški in državni ravni in na univerzah v Beogradu in v Ljubljani. Proti 100 se je že bližal, ko je še sedel v svoji pisarni v stavbi nekdanjega Mednarodnega centra za upravljanje javnih podjetij v državah v razvoju, ki ga je na pobudo Združenih narodov ustanovil leta 1974 v Ljubljani. Deluje še danes, le da pod drugim imenom. Ko so nastala leta mršavih krav, je na slovensko pobudo bilo omenjeno ime za promocijo podjetij, ker nekateri pač niso prenesli družbenih podjetij ali pa državnih podjetij. Tihih šepetom človeških laži, kot steber svobode, ki v temi žari. Sledimo korakom upora duha, ljubujemo času sodobnega sveta. Bitke pogumnih in srčnih ljudi, za nas niso zgodbe pozabljenih dni. Za njih naj naša pesem živi, za njih zdaj k soncu mi dvigamo pesti. Kriza se začne s pomanjkanjem spoštovanja do lastne preteklosti in pozabe vrednot, ki so nas obdržale, ko smo bili kot narod obsojeni na smrt.
To je težko nadomestiti s praznimi frazami. To so besede dr. Antona Vratuše. In še, da je Zveza borcev za vrednote NOB večkrat obsodila povojne poboje. Katoliška cerkev pa se ni nikoli opravičila svojim vernikom, da jih je usmerila v bratomorni boj. Tik pred svojim 100. rojstnim dnevom je spregovoril na slovesnosti v Dražgošah. Dovolj je spora, prepirov med nami. Dajte, poglejmo si v oči, stisnimo se roke in spravimo se skupaj na delo. Predsednik države Borut Pahor mu je ob 100-letnici podelil medaljo za njegovo iskreno prizadevanje za sožitje in narodno spravo in neomajno humanistično delovanje. Smatram, da za človeka, ki čvrsto stoji na svojih nogah, ki ima zaupanje samega vase, enostavno brezizhodne situacije ni. Umrl je v 103. letu starosti julija 2017. Na kordonu grob do groba traži majka sina svoga. Statistika druge svetovne vojne na Slovenskem je kruta. Življenje je izgubilo več kot 83.000 Slovenk in Slovencev. 28.000 partizanov in partizank, skoraj 3.000 ustreljenih talcev, brez sodbe in razsodbe. 80.000 zavednih Slovenk in Slovencev je bilo zaprtih po zaporih, ljubljanskih, mariborskih, v celjskem Starem Piskru, v Begunjah, koprskih in novomeških zaporih. Skoraj 60.000 Slovenk in Slovencev je bilo prepeljanih v koncentracijska taborišča, italijanska, nemška, v Madžarsko in Hrvaško. Več kot 12.000 se jih ni vrnilo domov. 80.000 jih je bilo pregnanih svojih domov, med njimi več kot 20.000 otrok starih manj kot 10 let. Skoraj 20.000 jih je bilo v konfinaciji, na prisilnem delu ali v vojnem ujetništvu. Več kot 650 otrok naenkrat je bilo iztrganih iz naročja staršev in odpeljanih v tujino. To je bila vojna, ki se je iz strelskih jarkov in kavern dobesedno preselila v naše domove. Kaj je Marko Vrhunec tega dne zapisal v svoj partizanski dnevnik, ki je bil kasneje objavljen z naslovom Srečna mlada generacija, zapisi za zgodovino 1941-1945. In 6. junija 1944 sem napisal v dnevnik Invazija in kmalu bo svoboda. Zraven sem pa napisal tudi na vzhodni fronti je pa začela velika sovjetska ofenziva. In to je bilo 6. junija in smo bili mi vsi že prepričani, da bo čez en mesec konc, je pa žali Bog šele čez 10 mesecev bilo konc vojne. Marko Vrhunec se je rodil leta 1922 v družini pravnika in gospodarstvenika, med drugim tudi komercialnega direktorja trboveljske premogokopne družbe v Ljubljani Vinka Vrhunca. Po končani klasični gimnaziji se je leta 1941 vpisal na pravno fakulteto in jo tudi zapustil, saj se ni želel pokoriti zahtevi italijanskih okupatorjev, da se vključi v študentsko fašistično organizacijo. Hej, mašinca, zagodi naj odmeva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. 19 let je imel, ko so ga Italijani prvič pretepli in zaprli. Leto kasneje je bil obsojen na 30 let zapora, mama pa odpeljana v koncentracijsko taborišče Ravensbrück. Ni bil komunist, le liberalno usmerjen mladenič, za katerega je bila odločitev, da se vključi v osvobodilno fronto, nekaj samoumevnega. Leta 1943 je vstopil v ljubljansko brigado in v njej opravljal različne vojaške dolžnosti in postal njen komisar. Po italijanski okupaciji je bila njihova razkošna vila, delo arhitekta Mušiča, zasežena kot osebna rezidenca divizijskega generala Tadeja Orlanda. Po nemški zasedbi pa se je vanjo vselil SS general Erwin Rösner in jo zapustil šele konec vojne. Generalu so v vilo redno prihajali na obisk Leon Rupnik, škof Gregorij Rožman in ustaški vodja Ante Pavelić.
In ves ta čas je bil v hiši tudi bunker, v katerem je deloval ilegalni radio in se hranil material Osvobodilne fronte. In kljub temu, da so ves ta čas v vili delovali visoki okupatorski častniki, bunker ni bil nikoli odkrit. 2 tedna po izkrcanju v Normandiji so na letališču nad Lesk v Loški dolini pristala prva zavezniška letala s tehnično pomočjo in orožjem za slovensko partizansko vojsko in odpeljala ranjence iz partizanskih bolnišnic na jug Italije. Potem so letališče za voljo nemških in domobranskih udarov preselili v Belo krajino. Mi se v Sloveniji sploh ne zavedamo, da smo mi bili v Rajhu. Mi smo vendar bili v Rajhu in mi smo v sred Rajha imeli osvobojeno ozemlje 2 leti in vse to smo zdržali. Kakšen je bil to, bi rekel, uspeh slovenskega partizanstva, ne? Njegov spomin je bil živ, kot da bi se vse skupaj dogajalo včeraj. Ohraniti so mu jih pomagali zapisi v partizanskem dnevniku, pa tudi fotografije. Med njimi tudi fotografija iz februarja leta 1945, ko je prišla anglo-ameriška misija na Gorjance, kjer je ljubljanska brigada branila položaj proti Novemu mestu. Mi so prišli z nami se pogovarjati, da bi kar udarili na Nov mest. In so mene kot komisarja brigade vprašali, če sem pripravljen, da bi se v to spustil, pa da bi z glavnim štabom to uredili. So pa jaz rekel, prvič, to ni moja pristojnost, to je stvar glavnega štaba, drugič pa da pride v poštev, ker čez par mesecev bomo mi brez izgub v Novem mestu in to se je zgodilo. V skupnih bojih leta 1945 je bila ljubljanska brigada poklicana za napad na obrambno črto pred Ljubljano. V prvih dneh maja so potekali še zadnji boji. Požarne, tja do Bele Ljubljane, naša vojska prode kot Iran. Dokler tu so brigade, ko zemljo nam ukrade slovenske sloni gospodar. Sovražnik ni popuščal do zadnje minute, se je spominjal takrat 23-letni Marko Vrhunc. 7. maja 1945 so jih Nemci pričakali na Orlah s 14 topovskimi baterijami. Dan kasneje je v bojih padlo 48 partizanov, 150 pa jih je bilo ranjenih. In potem radijsko obvestilo. Nemčija je kapitulirala. Kar naenkrat je vse potihnilo. Še ranjenci so pozabili na svoje rane. Vsi so želeli vkorakati v osvobojeno Ljubljano. To je bil najlepši nalog, ki ga je dobila ljubljanska brigada. In pa smo mi lepo postrojili brigado in vkorakali. In takrat so seveda meni pa temu komandantu pa namestniku konje pripeljali in se potem je seveda tistih par 100 metrov tam ob Ljubljanci sem prišel s konjem do magistrata. In tam smo tudi končali bojno pot ljubljanska brigada. Ta, ki je začela, je tudi končala. Ljubljana naša, ti si vsemu kos, Ljubljana hrabra, ti si naš ponos, Ljubljana mila, tvoja rdeča kri, nadala je svobodne dni. Iz dnevniškega zapisa Marka Vrhunca 9. maja 1945. Napočil je dan svobode, vrnil sem se s partizani domov, v svoboden dom. Naša borba, naše delo, naša žrtev ni bila zaman. Ljubljana nori od navdušenja in sreče. Sprejema svoje osvoboditelje. Vstaja. Z vstajanjem rodu in domovine, po tolikih težavah, trpljenju in podlostih, vstaja tudi moja osebna sreča in življenje. Srečal sem mojo Nuško. Srečanje težko, a srčno. Bilo je to srečanje 2 ljudi, ki drug brez drugega živeti ne moreta. 8. maja popoldne 1945 je bil Rosner še v vili Vrhunčevih. Toda dan kasneje, ko je Marko Vrhunc stopil vanjo, je bila ta prazna. Tako po nemško čista. Le v očetovi vitrini je ostal svečnik, ki ga je Rosner tega leta dobil od svojih podrejenih in domobrancev. Protokol je po končani vojni v vilo Vrhunec pošiljal vladne goste. Oče Vinko, ki je bil končno na prostosti, pa je kritiziral tudi novo jugoslovansko oblast, zato je znova pristal za rešetkami.
Po izpustitvi ga je oblast prepričevala, naj jim hišo proda. Ker pa tega ni hotel, so jo podržavili. Danes Ljubljano smo celo objeli, danes smo njeno razsežnost dojeli. Tam, kjer nekoč so jo žico obdali, tu smo ji danes ljubezen priznali. Drobne ročice smo v krogu sklenili, kadar bo treba, jo bomo branili. Mesto heroj je bela Ljubljana. Marko Vrhunec je po vojni opravil študij na pravni fakulteti in doktoriral iz ekonomskih znanosti na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Med drugim je bil tudi generalni direktor izvoznega podjetja Intertrade in direktor njegovega mešanega podjetja v Istanbulu in v Kairu. Ob gospodarski reformi je bil premeščen v Beograd in bil med letoma 1967 in 1973 ekonomski svetovalec in namestnik generalnega sekretarja predsednika Socialistične federativne republike Jugoslavije Tita. 3 leta je bil tudi šef njegovega kabineta. Zakaj ga je Tito izbral? Sam meni, da zaradi življenjepisa. V njem je namreč zapisal tudi, da je bil oče zaprt ne le med vojno, ampak tudi po njej. Da sam ni bil ne v varnostno-obveščevalni službi, OZNI, ne v upravi državne varnosti. Zanimiva leta so bila to. Akademijo znanosti in umetnosti v Beogradu so zasedli študentje. Prvi dan protestov je na njej visel napis ne Mercedes, ampak Fičo, zraven pa rdeča zastava. Tito je takrat potegnil s študenti. Kasneje je dr. Marko Vrhunec opravljal diplomatska dela in bil med letoma 1978 in 1982 veleposlanik Jugoslavije, šef misije pri Združenih narodih v Ženevi. Sodeloval in predaval je na fakulteti za družbene vede in na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Napisal je 11 knjig, 2 od tega o partizanskem boju, 2 o Josipu Brozu Titu. Mi smo vendar uspeli se osvoboditi, mi smo uspeli premagati največjo silo na svetu, ki je sploh je bilo, kako bi rekel, nepojmljivo, da je sploh bilo možno premagati, pa smo premagali nemški nacizem, pa prej že italijanski fašizem, ne? In potem s to veliko zgodovinsko izkušnjo in vrednotam smo zgradili tudi potem Jugoslavijo, socialistično Titovo Jugoslavijo, ne? In z njo tudi seveda dobili, priborili sedanjo osamosvojitev. 13 intervjujev v enem samem mesecu je dal dr. Marko Vrhunec spomladi leta 2015 ob praznovanju 70. obletnice zmage nad fašizmom in nacizmom. In vedno znova isto vprašanje. Kako je bilo, ko ste leta 1945 z brigado vkorakali v osvobojeno Ljubljano? In njegov odgovor? Kako drugače kot lepo, po rokah so me nosili, lep dan je bil. 70 let pozneje postane častni občan mesta Ljubljane in takrat mora odgovarjati tudi na očitke, čež da je med vojno kot preiskovalec v vojaški komisiji odločal, kdo od ujetih vaških stražarjev je primeren za partizane in kdo za... Dr. Marko Vrhunec je zavračal tezo, da je šlo za državljansko vojno, saj to zanj pomeni boj 2 skupin državljanov za oblast. To pa so imeli v rokah Nemci, Italijani in Madžari. Sprejemal pa je Titovo oceno, da je šlo za bratomorno vojno. In sprava? Citiral je francoskega predsednika na spominski slovesnosti v Normandiji, ki je uporabil besedo pomiritev. Sprava namreč zahteva ideološkost, on pa se ne more spraviti z nacizmom in fašizmom. Glavno sporočilo je, da človek mora ostati na svojih koreninah in da mora potem biti pošten v življenju in da mora slediti svojim vrednotam. Zato tudi smo Zvezo borcev spremenili v organizacijo za vrednote NOB, in te vrednote so neuničljive. Dr. Marko Vrhunec je umrl novembra 2019. V času narodno-osvobodilne borbe se je v več kot 260 partizanskih bolnišnicah na celotnem ozemlju Slovenije zdravilo več kot 22.000 ranjencev. Varnost ranjencev je bila med najodgovornejšimi nalogami partizanske vojske.
Evakuacija ranjencev sredi leta 1944 iz Primorske in Gorenjske na letališče na Notranjskem, odkoder so jih zavezniška letala odpeljala v bolnišnice v Italiji. Je najbrž največje humanitarno dejanje na evropskih tleh v času druge svetovne vojne. Solidarnost, požrtvovalnost, nesebična pomoč in tovarištvo. Ob novici, da so se zavezniki izkrcali v Normandiji, so bili partizani presrečni. Kajti mi partizani smo se v drugi svetovni vojni moralno, materialno, pa tudi takole perspektivno oslanjali na 4 stebre. Prvi steber je bil napad na Pearl Harbor. Takrat smo vedeli, da Amerika stopi na vojno in če bi ona stopila, bomo dobili vojno. Ne? Druga stvar je bila Stalingrad, prelom druge svetovne vojne, se obrnili. Tretja stvar je bila kapitulacija Italije, takrat smo se naorožali, še enkrat po številčini, še enkrat toliko naraslo ljudi, so prišli, dobili smo opremo in težko orožje, kar je bilo najbolj potrebno. In 4. Normandija. Tu je bilo pa Normandija, pa nam mislim, da je bilo glavni kako bi rekel, podpora, da smo vedeli, da bo koalicija zdržala do konca vojne. Franc Sever Franta je bil takrat komisar vzhodno-koroškega odreda, ki ga je ustanovil po prihodu Štajerske na Koroško. Sam mislim, da so Avstrijci zaradi strahu pred SS, žandarmerijo in tako dalje, marsikaj prikrivali, tudi svoje čustva. Ker jaz poznam Avstrijcev, bataljon avstrijski smo ustanovili, tja dol v Metliki na Dolenjski. So bili dobri borci in so se predali in se borili proti fašizmu. Franc Sever Franta se je rodil leta 1923 v Šentjurju pri Grosuplju. Izhaja iz verne družine. Oče je bil mežnar, organist, vodil je pevski zbor, mama je pekla hostije, on sam pa je bil ministrant. Oče vodil je kmetijo, trgovino, pošto in bil politično aktiven, ga je celo videl kot duhovnika. Peljal ga je k salezijancem v šole, pa je po 7 mesecih pobegnil domov. Še preden je šel v partizane, so prvič streljali nanj. S kolesom je iz Ljubljane domov vozil po delih kopirni stroj za ilegalno tiskarno Osvobodilne fronte. Stražar na mostu ga je želel ustaviti, pa mu ni preostalo drugega, kot da ga je s kolesom poddrl. Tudi Puškin odsev je imel na sencah, še pred odhodom v partizane, ko je izgnancem natrpanim v vagone na železniški postaji v Ljubljani kljub prepovedi nesel vodo. In mesec nad njo, in mesec nad njo. Veter poteku, podaj nam roko, mesec ruh hitreje za nami. Mi gremo, s puško na rami v napad, za svobodo, za kruh. 18-letni je šel v partizane, pospremljen 4 očetovimi navodili. Nikoli ne sedi na tla, ne da bi si kaj dal pod ta zadnjo. Nikoli ne streljaj na človeka, če ta ni oborožen. Naj te denar in bogastvo ne zavedeta in izogibaj se pijače in žensk. Poleg navodil pa mu je dal še popotnico za življenje. Najpomembnejše je v pravem času postaviti se na pravo stran. Biti odkrit, pošten do sebe in drugih in rad imeti domovino. Mislim, da je bil fašizem kot takšen, tisto zlo, okrog katerega so se ljudje zbirali, pa se borili proti njega, da je ta pošast zmagala. Ko bo svoboda sijala in vrne se njen partizan. Prej ko
Franz Sever Franta je med drugo svetovno vojno dvakrat potočil solzo. Prvič ob smrti svojega prvega komandirja v grosupeljski četi v bojih na Turjaku, ko je tudi izgubil vero v Boga. Od takrat dalje je le njegova vest, tako njegova vera, varuh in oblast. In drugič skoraj 3 leta kasneje, ko je izvedel za smrt komandanta Staneta. Takrat pa je itak pol njegove čete jokalo. Komandanta Staneta je spoznal kot velikega vojaka, pa vendarle tudi kot velikega človeka, ki je vse borce poznal po imenu. Po bitki je vedno vprašal, ali ste vsi prišli nazaj, medtem ko so jih drugi spraševali, koliko ste jih. In večkrat je menda dejal. Tisti, ki je prišel prostovoljno v narodnostni boj, bi moral biti vsak heroj, pa tudi kuhar, če je. Tovariš Franta je prehodil pot od kurirja, mitraljezca do poveljnika. Marca 1945 je kot komandant pri 22 letih uspel rešiti 500 borcev Zidanškove in Šlandrove brigade skupaj z ranjenci iz obroča, ki ga je okrog Menine planine sklenilo 12.000 vojakov SS enote Galicijane. Po skrivni drči za spravilo lesa. Dogodek velja za epopejo slovenskega partizanstva. Frantova knjiga Pas na Menini planini je bila doživeta podlaga za film Preboj, v katerem sem s ponosom nastopil. Tovariš Franta ni postal narodni heroj. Zanimiva zgodba je povezana s tem. Ima pa svojo definicijo, kdo to je. Heroj ni tisti, ki brez glavo rine v boj, kajti ta navadno izgubi glavo, doseže pa ničesar. Heroj je tisti, ki doseže cilj. Na poti pa uporabi razum, spretnost, hladno glavo, izkušnje in ohrani življenja. Osvoboditev je dočakal kot načelnik operativnega oddelka pri štabu 14. divizije na Koroškem, na Poljani, kjer so se od 9. do 15. maja 1945 odvijali zadnji boji druge svetovne vojne na slovenskih oziroma evropskih tleh. Na Poljanah in to nesrečno 3 dni po koncu vojne. Sem bil na pogajanju z ustaši, bilo 120.000 ustašov in so prišli šli na pogajanje. Mi smo jih zadržali tam 13 ur, tako da smo se nekako pripravili, da smo jih potem razorožili. Mednje je šel sam, s kurirjem in šoferjem, v zaplenjenem nemškem avtomobilu, s Titovko in z rdečo zvezdo na glavi. Mislim, da so slovenski partizani v večini slučajev neposredno delali za zavezniško fronto. Naj bo ta fronta v Italiji, katere po kapitulaciji Italije, naj bo fronta Lera po Jugoslaviji, ali pa naj bo v Normandiji, skotlele, kjer je bilo. Ker mi smo se v glavnem takrat z vsemi notami, to je bilo pa 3, 5, 6, 7 brigad, in 4 odredi na Štajerskem, severno od reke Save, smo se v glavnem vsi orientirali na komunikacije. Preprečiti Nemcem obskrbo na te 3 fronte. In mislim, da smo uspešno delali. Franz Sever Franta v svoji knjigi Trenutki odločitev iz leta 2014 med drugim zapiše, da je general Aleksander Ler, Avstrijec po rodu, res da izgubil vojno v jugovzhodni Evropi, dobil pa je bitko za Avstrijo, dobil je Koroško. To ga je bolelo. Nomen est omen. Že njegov oče je bil majstrov borec za severno mejo, piše se sever. In prizadelo ga je tudi, da je bila 14. divizija po koncu vojne premaknjena v Vojvodino, da je bilo konec slovenske vojske, konec poveljevanja v slovenskem jeziku. Ko domovina ostane iz trpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala, takrat med
prvimi postala v vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. V borbo 14. Juriš, naj se razlega prek sveta, vidimo puške. Po vojni se je šolal na Vojaški akademiji v Moskvi, na letalski fakulteti v Beogradu in služboval v vojnem letalstvu. Leta 1964 je zaradi nerazumevanja, prepovedi letenja in na lastno zahtevo izstopil iz Jugoslovanske ljudske armade in se upokojil s činom polkovnika. Ostal je brez čina generala in to vse zaradi Volkswagenovega hrošča. Še ena zanimiva zgodba. Kupil si ga je z denarjem, ki so ga poslale tete iz Amerike in ga je zaradi invalidnosti, poškodovane ahilove tetive, lahko uvozil brez carine. V 3 letih je diplomiral na ekonomski fakulteti v Zagrebu in opravil še življenjsko fakulteto. Da je preživljal svojo družino, je med drugim gojil šampinjone. 13 let je bil direktor aerodroma Ljubljana Pulj, dokončno upokojil pa se je kot direktor Inex Adrie Airways, ko je čustveno zelo prizadet priznal svojo objektivno odgovornost za nesrečo Adrijinega letala nad Ajacjem. Kaj manj od pokončnega človeka niti ne gre pričakovati. Kje so milijoni, narodu krast, se spomnite časov, ko mladi so z roko v roki na jurišu brigadi gradili za čast. In za mene, gradili za tebe, gradili za nas, gradili za svet, gradili prihodnost, gradili in peli. Lepo je naši dom, ni biti mlad. Knjiga Trenutki odločitev je samo izpoved tovariša Frante. Pripoved o življenjskih situacijah, med njimi tudi heroične, ki so izoblikovali njegovo držo in ga hkrati ob siceršnjem zgodovinskem toku vodile od ene do druge velike odločitve. Piše o vrednotah, ki bi jih moral prevzeti sedanji sistem iz prejšnjih, pa da se moramo še učiti državnosti, v kateri bomo živeli. Ob osamosvojitvi ga je bilo eno samo veselje in upanje, potem pa razočaranje. Kako že razmišlja kleni kmet na svoji lastni zemlji? Za kratkoročno obdobje, 1 leto, imam pšenico, krompir, kolerabo, pa ne vem kaj, če kisam, pa tu delam, pa tak dalje. Prav za srednjo obdobje imam sadje, hruške, pa tule. Prav za dolgoročno obdobje imam pa gost. Če pride težavo, bom gost fejko, pa bom rešil družino. Mi pa prodajemo gost. Mi prodajemo fabrike. Na dan, ko je država leta 2016 prodala Adrio Airways nemškemu podjetju, je iz tiskarne prišla njegova 3. knjiga z naslovom Brnik, letališče ali lovišče. V knjigi Trenutki odločitve tovariš Franta piše tudi o pomiritvi in ne o svetopisemski spravi. Šele ko bomo z moralnega in etičnega vidika ovrednotili zgodovinsko resnico na obeh stranih, ko bomo sprejeli idejo odgovornosti in bo ena stran priznala izdajo naroda in sodelovanje z okupatorjem, druga stran pa morda neupravičene zločine med in po vojni, bo možna odrešujoča pomiritev. Apelira na politike in ideologe, naj pustijo zgodovino zgodovinarjem in tistim, ki so jo doživeli. Brez resnice ni pravice, brez pravice pa ni miru. Resnici in pravici mora biti zadoščeno. Če tega ni, postane laž resnica in na koncu celo še vrlina. Leta 2019 postane tovariš Franta častni občan mesta Ljubljane. Še vedno vsako jutro pride v štab. To je lokal za Bežigradom. S tovariši obujajo spomine in s polnimi pljuči predihajo aktualno politiko. Stih Žive naj vsi narodi je med fašističnim in nacističnim zatiranjem dobil nov pomen. Slovenskemu narodu so grozili cenzura, črtanje, izničenje. Ni naključje, da so v začetku decembra 1944 v partizanski tiskarni Trilov dobili naročilo za ponatis Prešernove Zdravljice ob 100-letnici njenega nastanka. V partizanski tiskarni niso nič črtali, nobene cenzure, tako kot je Prešeren zapisal. V nemogočih razmerah in ob pomankanju tehničnih sredstev, tam med hribi, so ponatisnili Prešernovo Zdravljico, ki po kakovosti izdelave in oblikovanju spada med najlepše tiske izdelane v času 2. svetovne vojne. Partizanska Zdravljica z lipovim listom, s peterokrako zvezdo, puškami, pa ni pozivala le k boju za obstoj naroda,
ampak tudi k zmagi ljudstva. Na dan D Ljubo Bavcon ni bil med partizani, kot si je želel, ampak v zaporu. Tega dne sem bil jaz z skupino 30 slovenskih obsojencev v zaporu v Trstu, v Koronevu. Ko so nas prepeljali iz jetnišnice v Aleksandriji v Trst. In smo seveda to vest sprejeli z velikanskim navdušenjem in prepričanjem, da bo zdaj pa res kmalu konec vojne, čeprav je trajalo še dolgo, ampak vendarle. In predvsem se je seveda naše upanje še bolj okrepilo, da bo zdaj napočila svoboda. Tako da ta dan mi bo ostal neizbrisno v spominu. In moram reči, da smo takrat tudi prepoznali v italijanskih paznikih tiste, ki so bili fašisti in tiste, ki so opravljali samo svojo službo. Ti slednji so jim namreč na skrivaj prinašali časopis Il Piccolo, da so prebirali sveže novice. Ljubo Bavcon se je rodil v Ljubljani leta 1924 v narodnozavedni, napredni uradniški družini. Kot najstnik se je takoj po italijanski okupaciji vključil v ilegalno dejavnost Osvobodilne fronte. S kakšnim navdušenjem, na primer, je Ljubljana sprejela poziv k odporu. Kako je Ljubljana v celoti v letu za 1. december, recimo 1941, zapustila ulice in odšla domov, zato da smo demonstrirali, kako so bile ulice posute z listki OF. Potem pa je nekdo v imenu protikomunizma ta narod razdvojil. V eni od racij so Ljuba Bavcona fašistične oblasti prijele in ga na procesu obsodile na 8 let zapora. Vlak, ki je vozil obsojence v italijanske zapore, so pri Verdu napadli partizani in ujetnike izpustili. Ljubo Bavcon se je priključil partizanom. Po razbitju njegove enote v Roški ofenzivi se je sicer spet vrnil k ilegalnemu delu v Ljubljani. Mreža ilegalcev pa je bila izdana. Znova so ga aretirali in znova zaprli. Ljubo Bavcon je kar 33 mesecev druge svetovne vojne preživel v italijanskih in pozneje nemških zaporih, kjer je tudi dočakal dan zmage, star še nepolnih 21 let. So nas Nemci izbrali 8, bog ve kakšnih kriterijih, in so nas prepeljali v Nemčijo, v zapor, v Zuchthaus am Chiemsee. To je med Salzburgom in Münchnom, kraj, kjer so zgradili eno jetnišnico. In mi smo bili vsi obsojenci, so to obsodbo priznali in so nas tam potem držali do 1. maja, ko so prišli ameriški vojaki in zasedli ta zapor. In nekaj dni pozneje, ko so nas prepoznali kot politične zapornike, so nas tudi s posebno odločbo ameriškega poveljnika tega zapora osvobodili. No in sredi julija, tam okoli 20. julija, je bil organiziran transport, s katerim sem se vrnil v domovino. Reflektor išče mrak, na stolpu mrk vojak nad nami bdi. Vedno vse dni noči uhajamo prek žic zidov. Domov, domov. Tam svet bo drugačen, kot ta je. Moj čas se ne bo tam porabil, kot tu se prehitro izteka, ker Bog je na milost pozabil. Za zadoščenje gre, pravi dr. Ljubo Bavcon ob povabilu v Normandijo. Te občutki so pravzaprav večplastni, ne? Po eni strani je to osebno in ne samo osebno zadoščenje
za vse tisto, kar smo od leta 1941 naprej delali še kot Mladinska osvobodilna fronta in Skojevci. Pa jaz sem bil v partizanih v poletju leta 1942. Jeseni so me ujeli in me postavili pred sodišče in ker sem pravkar postal polnoleten, so mi dali samo 8 let zapora. In na drugi strani seveda je to zadoščenje tudi kot članu tega odporniškega gibanja, priznanje in zadoščenje gibanju, da je bilo to gibanje sestavni del zavezniške vojne proti fašizmu in nacizmu. Da torej nismo bili nekakšni zločinci, kot nas poskušajo zdaj predstaviti. Ljubo Bavcon je leta 1951 diplomiral tako na Pravni fakulteti v Ljubljani kot na Inštitutu za družbene vede v Beogradu. Leta 1957 je diplomiral še na Evropskem univerzitetnem centru Nancy v Franciji in na Ljubljanski pravni fakulteti še doktoriral z disertacijo Kriminalna politika in njene tendence v socialistični družbi. Področja njegovega znanstvenega in pedagoškega dela na pravni fakulteti so bila kazensko-materialno pravo, kriminalitetne politike, socialna patologija in človekove pravice. El pueblo unido jamás será vencido. Združeno ljudstvo je nepremagljivo. Ker je dr. Ljubo Bavcon že dolgo na svetu, tako pravi sam, se spominja številnih napak različnih politikov v različnih sistemih. Opozarja predvsem na nevarnost povečane represije, ki vedno vodi v totalitarne sisteme. Zanj velja tisto pravilo, ki funkcionira tudi v cerkvi. Takoj, ko je cerkev omogočila ljudem, da sami prebirajo Biblijo, je dobila tudi heretike. In to se je zgodilo tudi v komunistični cerkvi. Zase pravi, da je heretik in drži se starodavnega pravila. Dvomiti je treba o vsem. Na povabilo Milana Kučana se je pred 30 leti udeležil 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije v Beogradu in ga skupaj s slovensko delegacijo družno protestno zapustil. Zakoličena je bila usoda pol stoletja edine dovoljene stranke v državi. Sledil je dokončen razpad partije in skupne države. In Bavconovo priporočilo? Ne googlajte o tem, kaj si drugi mislijo o meni, raje prelistajte kaj od tistega, kar sem napisal. Sie auf links, sie auf rechts, und es soll ihm in der Land. Wohin soll ich gehen, als wenn die bleiben stehen, als sie ba 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 ba. Tell me where can I go? There's no place I can see. Where to go, where to go? Every door is closed for me. Leta 1993 je dr. Ljubo Bavcon prejel zlati častni znak Svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge na področju kazenskega prava pri uveljavljanju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zaradi svojega prispevka k ugledu Slovenije v svetu kot države, v kateri imajo človekove pravice pomembno mesto. In soočiti se je moral žal tudi z očitki, da je iznašal doktrino zločina brez zločincev. Leta 1994 se je dr. Ljubo Bavcon upokojil. 10 let kasneje je soustanovil gibanje Forum 21. 10 let kasneje, leta 2014, pa je postal častni občan mesta Ljubljane in bil član delegacije Zveze združenj borcev za vrednote NOB na slovesnosti ob 70-letnici izkrcanja zaveznikov v Normandiji. Na slovesnosti, kjer sta se francoski in nemški vojak srečala in objela. Ampak to je na Slovenskem nemogoče in to preprosto zaradi tega, ker ta druga stran, ki je bila na strani fašizma in nacizma in še več, ki je bila na strani nacionalnega izdajalstva, tega ne prizna.
Razlika je v tem, da so Nemci priznali svoj greh, da so Nemci ugotovili, da so bili na napačni strani. V začetku leta 2020 je Ustavno sodišče razveljavilo obsodilno sodbo poveljniku domobranskih sil Leonu Rupniku. Med ustavnimi pritožniki je tudi dr. Ljubo Bavcon. Ustavno pritožbo vlaga v svojem imenu in v imenu svoje pokojne matere. Rupnikova policija jo je leta 1945 tako mučila, da je imela zaradi tega vse življenje zdravstvene posledice. Eden od kolaborantskih ovaduhov pa je njega in še kakih 20 bežigrajskih aktivistov OF izdal. Skoraj 3 leta je zato presedel v italijanskih in nemških zaporih. Takole pravi: razveljavitev sodbe zoper Rupnika in njegove sodelavce je napad tudi na moje človekovo dostojanstvo in na pravico do prostosti in svobode, da gre za poskus rehabilitacije nacionalnega izdajstva. In še, sklicevanje na ponovni postopek v tej sodbi je zanj nesramno sprenevedanje, saj ponovnega sojenja sploh ne more biti. Obtoženec je mrtev. Dr. Ljubo Bavcon je tega leta spregovoril tudi na žalni seji Zveze združenj borcev za vrednote NOB v slovu tovarišu in prijatelju, častnemu predsedniku zveze Janezu Stanovniku. In kje sta bila moj dedek in babica? No, takrat se še nista poznala, takrat pred 75 leti, na dan zmage. Italijani so mojo babico Dano aretirali tik po maturi na Poljanski gimnaziji in obsodili na 10 let zapora. Obsojena je bila zaradi ljubezni do slovenskega jezika. Kazen je skrajšala kapitulacija Italije. Že na poti iz tujine domov v Ljubljano pa so jo obdajale zle slutnje. In ja, zvečer je prišla domov. Že zjutraj so jo ponovno aretirali in odpeljali Nemci, tokrat v taborišče Ravensbrück. Dan zmage je dočakala nekje na severu Nemčije, potem ko ji je uspelo preživeti marš smrti. Moj dedek, Aleksander, pa je ta dan doživel v Trstu. Spomladi leta 1945 so namreč člani frontnega gledališča 7. korpusa prejeli povelje, naj se z Notranjske premaknejo proti Primorski in nato dalje proti Trstu. Presrečen je bil, da gredo na Primorsko in da bo po 16 letih videl rojstni kraj svojih staršev in da bo videl tudi svoj rojstni kraj, Gorico. 7. maja zvečer so nastopili na radiu Trst. To je bil prvi nastop v slovenskem jeziku v osvobojenem Trstu. Bila sem mladinska aktivistka, predsednica okrožnega odbora Zveze slovenskih mladine. In smo ta dan, čim smo zvedli, da je to, smo se takoj organizirali in smo šli po vasi, vse od Opatjega sela pa skoraj do Bazovice, preko Sežane, Lokov in drugih, in sklicevali sestanke, najpogosteje mladinske aktive, ki smo jih imeli v vseh vaseh organizirane in smo govorili o tej drugi fronti, kot o veliki pomoči, in nekako utrjevali prepričanje v sigurno zmago nad Nemci. Sonja Vrščaj se je rodila leta 1925 v Šepuljah na Krasu kot Sonja Zabric. Njen oče se je konec prve svetovne vojne kot avstro-ogrski vojak vračal iz ruskega ujetništva preko Maribora. Pridružil se je majstrovim borcem in ko je Primorska pripadla Italiji in fašizmu, je prišel v Ljubljano in se poročil s sovaščanko iz Čepulj. Za primorske prebežnike pa ni bilo lahko niti v Jugoslaviji. Starša sta živela na tirih v vagonih na ljubljanski železniški postaji. Oče je hudo zbolel, zato sta se z mamo preselila na kmetijo njegovih staršev nazaj na Kras. Rodili so se jima 3 otroci. Ne, okupacija se za Sonjo in številne Kraševce, Primorce iz Strane ni začela leta 1941. Začela se je veliko prej, z okupacijo materinega jezika. Še se spominja tistega norenja črnosrajčnikov še pred vojno, ko so po Sežani vpili: dovolj je tega suženjskega jezika,
Tu se govori le italijansko. Vsekakor okupacija za nas ni bila 41. leta, ampak konkretno zame od rojstva. Ne? Najhujši je, ko ti prepovedo govoriti jezik, ki te ga je mama učila, edinega, ker smo pravzaprav znali kot otroci. Ne? In če si ga uporabil, ker nismo smeli govoriti slovensko niti v odmoru v šoli, ne? In pozneje smo bili za to kaznovani. Ne? In tako potem vzljubiš ta jezik. Zanje je bila Jugoslavija še vedno obljubljena dežela. In 41. leta, ko so Italijani zasedali Ljubljano, smo bili obupani, jokali, dobesedno jokali po ulicah. Ne? In zato sploh ni bilo vprašanje, da smo se, čim smo zvedli za organizacijo Osvobodilne fronte, tudi takoj vključili in bili aktivni. Njihov cilj pa, da naredijo vse, da bo fantom, ki so bili v gozdu s puško, življenje lažje. Njen brat je šel v Kosto leta 1943, ko je imel 16 let. Sama pa je imela 16 let, ko se je začela vojna. Ko je Italija kapitulirala, joj, kakšno veselje je to bilo, je odšla v ilegalo. Prespala je pri tej ali oni prijateljici ali v bunkerju. Po ves teden je ni bilo doma. Med vikendom se je doma najedla in preoblekla. Tudi nikoli nismo razmišljali, kdaj bo konec vojne. Ne? Vedno smo upali, da bo čim prej. 10 dni po izkrcanju zaveznikov v Normandiji so Sonjo Nemci v Pliskovici ujeli in aretirali. Tik potem, ko je uspešno rešila in skrila arhiv odporniškega gibanja. Odpeljali so jo v tržaški zapor Koronejo, kjer je bil zaprt tudi njen oče. Njena skrb pa, ali bo zdržala zasliševanja, da ja ne bi koga izdala. Tu se je prvič srečala s smrtjo. Vsak dan so si taboriščnice delile strah, da jih odpeljejo na morišče v Rižarno. 27. junija 1944 pa so jo skupaj z ostalimi Primorkami odpeljali v Nemčijo. Kakšno olajšanje! Upale so, da jih peljejo na prisilno delo. Niti slutile niso, da Nemčija pomeni koncentracijsko taborišče Auschwitz. Taborišče je imelo svoj tir, zato da so lahko cele vlakovne kompozicije zapeljali direktno v plinske celice in krematorije. Ne šivaj si deklica zvezdo in zraven veselo zapoj, saj črnim fašistom Gestapo prisegli krvavi smo boj. Primorke so velikokrat zapele, da so si dajale korajžo. Slovensko uporniško pesmijo so povedale, kaj čutijo in kaj mislijo. Kljubovalno so zapele že v tržaških zaporih, ko so izvedele, da so ušle streljanju v Rižarni. V taborišču so pele ob nedeljah za njihovo barako, da se je razlegalo naokoli, in včasih tudi zvečer na pogradu, potihem, za tolažbo. Seveda so kdaj tudi jokale, a to so počele na skrivaj. Niso pomislile, da bodo umrle, ampak da bodo prišle domov. Vedno so rekle, ko bomo doma. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Will
Oktobra 1944 so jo prepeljali v taborišče Ravensbrück, zatem v Oranienburg, kjer je v tovarni 12 ur na dan izdelovala telefonske žice, in nato v Sachenhaus, kjer je v glavnem čistila bombardirana mesta. 21. aprila 1945 so jih ob spremstvu SS-ovcev in psov postrojili v kolone in jim ukazali, naj hodijo mimo številnih umrlih in onemoglih ob poti. Skupaj z Nemci, taboriščniki so jim bili ščit pred bombnimi napadi, so morali bežati pred Rdečo armado. Osvobojeni oziroma brez stražarjev so ostali 2. maja 1945. 2. maja pa se spomnim zato, ker ko so Rusi prišli, mi seveda smo takoj k njim prihiteli, pa rekli Jugoslovanke, ne, in seveda smo si bili takoj bližji. In so rekli, no ja, danes je pa osvobojeno zadnje jugoslovansko mesto. Nismo vedeli, kaj bi to bilo, katero bi to jugoslovansko mesto bilo. In ko smo naštevali mesta, smo prišli do Trsta in so rekli, ja, Trst. Ne, seveda, to je bila za nas še posebna sreča. Sonja se je na pot domov iz zbirnega centra za Jugoslovane nekje na severu Nemčije odpravila šele 12. avgusta 1945, potem ko so popravili železnice in so bile znova prevozne. Vračali smo se v trije vlaki, ne, in pošli smo v Subotico. No, tam sem zagledala Ruse. Je bilo prvo hudo razočaranje. Tudi tukaj se rekla so Rusi. Pa sem pa prišla v Sežano, tam, kjer sem bila doma, zagledam pa zapadne zaveznike, Anglo-Američane, drugo razočaranje. Traka, kje je naša svoboda? V Jugoslavijo je prišla šele 1. septembra 1945. Starši niso vedeli, kje je bila, da pa je živa, so izvedeli šele dan pred njenim prihodom domov. Ob vrnitvi v Jugoslavijo se je Sonja v pričakovanju srečanja s svobodo in slovenskimi partizani najprej soočila z rusko armado, potem pa na Primorskem še z Italijanom naklonjenimi Američani in Angleži. V conah A in B so razganjali slovenske demonstrante, ki so se zavzemali za priključitev Primorske k Jugoslaviji. Lepota dežele je slovenski. Njeni ljudje smo njeno ime, ponosno ime. Vrnila se je v porušeno domovino, vse je bilo treba postaviti na novo in poskrbeti za preživetje. Še 2 leti po koncu vojne je bila hudo lačna. Pravi, da sama sicer ni občutila, da pa so ji kasneje nekatere interniranke povedale, da so bili taboriščniki po vojni oblasti sumljivi in da niso smeli zasedati nobenega pomembnega mesta. Kasneje so se začeli organizirati in se srečevati po taboriščih, v katerih so bili, da bi ljudem povedali, da so bile tudi te žrtve pomembne. Večinoma se je pač govorilo le o tistih, ki so nosili puško. Leta 2014 je bila Sonja Vrščaj v imenu vseh taboriščnic in taboriščnikov v delegaciji Zveze združenj borcev za vrednote NOB v Normandiji. Spomnim se, da ko sem gledala enkrat film o izkrcanju, da mi je bilo pravzaprav groza, kako so jih pobijali, in sem razmišljala, sem rekla, dobro, mi smo branili svojo domovino, se borili za svobodo svoje domovine, jezika, naroda. Zraka, tie fantje pa še vedeli niso, kje je Evropa. Pa so prišli sem pomagati, pravzaprav se boriti proti nacizmu, ne? Sonja Vrščaj ne goji za mir. Danes govori za umrle številke, da jih ne bi pozabili. Vesela je, da živimo v svobodni državi. Nasprotuje prodaji državnega premoženja in ne more razumeti pohlepnežev, ki so uničili močna slovenska podjetja. Do solz pa jo prizadene, da nekateri, tudi slovenski otroci, še danes hodijo lačni spat. Jaz vem, kaj je to lakota. Tega ne bi smeli dopustiti. Lepo je deliti.
Takoj po vojni je na njeni stari legitimaciji poleg imena Sonja Vrščaj pisalo tudi posebno znamenje. Številka na levi roki 82.396. Pozneje ji tega ni bilo treba več pisati, pa je bila vseeno zaznamovana. Vrača se v taborišče smrti. 3 razloge navaja. Zato, ker je že kot otrok občutila, kako je, če se en narod postavi nad drugega in načrtuje njegovo uničenje. Drug razlog je solidarnost. Znali so si pomagati v tistih nemogočih razmerah. Tretji in najpomembnejši pa je opomin. Naj se to nikoli več ne ponovi. Vse to gorje je povzročil človek človeku. Ko mene več ne bo, bo smeh otrok ostal in našel se bo kdo, ki te bo še poznal, ko mene več ne bo. Potem, ko je nekje prebrala, da je v šolah vsa zgodovina druge svetovne vojne skrčena na en odstavek, se je Sonja Vrščaj zadala nalogo. Postala je pomembna pričevalka mladi generaciji o kršenju človekovih pravic v taboriščih. Vrača se v Auschwitz, v različnih delegacijah, najraje pa z mladino. In pravi, občutek krivde spremlja tiste, ki hočejo danes spreminjati zgodovino Slovencev med drugo svetovno vojno. Kdor se ne spominja preteklosti, je obsojen na to, da jo bo še enkrat doživel. In ja, doživljamo jo. V različnih odtenkih, v različnih scenarijih pohlepa, na različnih koncih sveta. Svet se vedno znova oblači v vojne barve. Človek človeka vedno znova spreminja v številko seznama nezaželjenih. In zato je vedno bolj pomemben vaš glas opomina in naša zaveza ohranjanju vašega spomina. Vežejo nas jezik, kultura, preteklost in skupna prihodnost. Ne žica, ne zidovi in ne meje. Nikoli nas ni okupiral narod, niso nas okupirali Nemci, Italijani, Madžari. Okupirala sta nas fašizem in nacizem. Ta pa ne pozna meja, le čaka na ugodne razmere. Ampak tu, v tem mojem srcu, mu ni dana domovinska pravica.